Gasilci so nepogrešljiv del vsakega kraja. Brez njih si danes ne predstavljamo vsakdanjega življenja. In tudi prvi so, ki nam priskočijo na pomoč. Kako občina Lukovica sodeluje z gasilci, kako tudi nameravate v prihodnosti? Trenutno se gradi tudi nov gasilski center v Blagovici. In kakšne načrte imate na tem področju? V občini Lukovici je 5 gasilskih društev. Kar smo naredili en tak zelo velik korak naprej, je bilo, da smo sklenili dogovor o financiranju izgradnje gasilskih domov v občini Lukovica in tega, tako kot ste opazili, že izvajamo z prvim domom, ki ga izvajamo na podlagi tega sporazuma, to je gasilskim domom oziroma gasilskim centrom v Blagovici. V Blagovici se trudijo poleg občine, ki bo zagotavljala sredstva za delovanje programa zaščite in reševanja, tudi gasilci sami in to soboto 1. decembra pripravljajo popoldne, mislim, da ob 5. tudi dobrodelni koncert, na katerega seveda smo vsi skupaj lepo vabljeni. Ta dobrodelni koncert gre v namen izgradnje gasilskega centra v Blagovici. Gasilska društva seveda imajo potrebo tudi po opremi in gasilskih vozilih in tudi tukaj smo pred sprejemom protokola, pred sprejemom dogovora za nabavo gasilskih vozil za celotno gasilsko zvezo Lukovica, ki nas čaka v prihodnje. Gasilci so dejaven akter v naši občini in seveda jaz mislim, da zelo dobro sodelujemo in da so rezultati tudi, kot sami opazite, tudi vidni na tem področju in da ne bodo izostali tudi v prihodnje. Moram povedati še to, da recimo tudi za Lukovco smo se v preteklem obdobju potrudili in smo pomagali pri nabavi zemljišča za nov gasilski dom. Skratka, skrbimo, da doživljajo razvoj in da seveda v skladu z tradicijo nadaljujejo svoje delo, na drugi strani pa da seveda tudi pomagamo pri izobraževanju novih mladih kadrov, pri tehnični podpori, skratka pri razvoju gasilcev, ki so tudi steber civilne zaščite, na kar ne smemo pozabiti. Ne? Ob Gradiškem jezeru naj bi zrasel nacionalni lovski center. Če lahko nekaj o tem poveste. Mi smo že gostitelj Čebelarske zveze Slovenije, na kar smo zelo ponosni, tudi sam sem čebelar. In zdaj se bo tem pridružila še druga nacionalna zveza, to je Lovska zveza Slovenije, ki bo ob Gradiškem jezeru v Gradišču gradila nacionalni lovski center. To je tudi ena velika pridobitev za našo občino, da bomo seveda imeli na našem področju 2 nacionalni zvezi, 2 tako zelo pomembni zvezi, ki se v svojem bistvu ukvarjata z tematiko narave, čebele in lovstvo, skratka z živalmi, ki so pomembne za naše bivanje in življenje. In veselim se tega, ker to pomeni tudi nek nov utrip v kraju, neki novo dogajanje v kraju. Skratka, v kraj prihajajo poleg zveze tudi mnogi lovci, ki bodo prihajali, tako kot čebelari prihajajo z cele Slovenije in na ta način Lukovica postaja tudi center slovenskih dejavnosti na mnogih področjih. V vašem programu sem zasledil, da v Krašni nameravate dokončati društveni dom s pomočjo evropskih sredstev. Ja, evropskih sredstev si vsi želimo in seveda za njimi tudi tečemo športni krog v vseh občinah. Prizadevamo si pridobiti s čim več projekti, tudi čim več evropskih sredstev in Krašna je ena takih uspešnih projektov v naši občini, kjer bomo zagotovili v sklopu ene stavbe pod eno streho delovanje kulturnih, športnih, gasilskih in vseh ostalih društev v kraju in mislim, da je to za Krašno zelo pomembno, za življenje v Krašni, za kulturni in društveni razcvet Krašne in za vso dejavnost, ki je tam. Skratka, ta objekt bo prinesel novo svežino v kraj, hkrati pa smo se tudi dogovorili, da bo ta dvorana, ki nastaja v tem društvenem domu, namenjena tudi gasilskemu izobraževanju gasilske zveze. Skratka, ta dvorana bo povezovala kot lokacija, ki je nekje na sredini občine, celotno občino. Ujel sem informacijo,
da naj bi dobili investitorja za gradnjo doma starejših občanov. Enega smo že imeli pred leti, to je bil Vegrad, ampak ta investitor je odšel v zgodovino. Potem seveda je bilo obdobje, ko je bilo nekako zatišje in danes imamo potencialnega investitorja, s katerim se pogovarjamo o možnosti gradnje doma za ostarele tudi v naši občini. Ni tako enostavno, ker so zahteve tako države kot samega takega objekta kar precejšnje, ampak jaz sem optimist pri tem, da lahko pridemo do nekih rezultatov z takim investitorjem, ki ima močno voljo vlagati, seveda, če so vsi parametri tudi izpolnjeni. Pri tem je potrebno pridobiti tudi koncesijo strani države. Koncesija je zagotovilo, da bodo lahko oskrbovanci normalno bivali v takem domu, ker vemo, da večino našega prebivalstva si nekih zasebnih domov ali pa nekih dragih domov za ostarele žal ne more privoščiti in koncesija je tisto, kar pravzaprav pomaga prebivalstvu. Na drugi strani imamo investitorja tudi za gradnjo stanovanjskih kapacitet v naši občini skupaj s stanovanjskim skladom. To je spet velik premik naprej, se želimo v občini ponuditi stanovanja tudi mladim družinom in to je predvsem naš cilj, da mladi ostajajo v kraju, da mladi prihajajo v naš kraj in da vidijo tukaj ne samo del svojega življenjskega obdobja, ampak svoj smisel ostati, tukaj živeti in biti del naše skupnosti, del našega kraja. Tako da te projekti nastajajo in s tem, ko se je ugasnila tudi kriza, ki je bila od leta 2006 prisotna v naši državi, se odpirajo nove možnosti in novi projekti.